V decembru si oprtemo koš optimizma. V dvojni številki revije EOL smo prednostno naložili novi zakon o varstvu okolja. Kaj ZOV-2 prinaša, pojasnjuje Ministrstvo za okolje in prostor. V tradicionalni novoletni anketi nekatera slovenska podjetja dokazujejo, trajnostno poročanje postaja konkurenčna prednost in poslovna priložnost. Tretja udarna tema je, kako do razogljičenja podjetja. O tem so iz prakse govorili na strokovni konferenci našega zelenega omrežja. Seveda bo novi zakon o varstvu okolja najbolj podžgal odmeve. Prvi zato, ker naj bi odslej v sistemu ravnanja z odpadki za en snovni tok skrbela samo ena organizacija. MOP hoče z zakonom odpraviti neprevzete kupe odpadne embalaže in seveda posega s tem na trg. Do tega so kritične družbe za ravnanje z odpadno embalažo. A bistvo je, ali bo ZOV-2 zagotovil več reciklaže in ponovne uporabe. Uvedba proizvajalčeve razširjene odgovornosti postavlja v nov položaj pri ravnanju z odpadki vsako podjetje. A kaj se da narediti pri gospodarjenju z odpadki, v reviji predstavljata dva direktorja družbe Saubermacher Slovenije. Se senzorji in skenerji že uvajajo pametne odpadke. To je dober zgled. Zakaj vprašujemo v anketi o trajnostnem poročanju? Ker predlog nove evropske direktive razširja krog zavezancev. Podjetja bodo morala poročati tudi o nefinančnih kazalnikih, o tem, kako skrbijo za vire, za manjši ogljični odtis, za manj slabih vplivov na okolje. Marsikje se lahko pohvalijo. Že v nekaj letih želijo postati brezogljični. Brezogljičnost kot poslovna priložnost je bila tudi središčna tema strokovne konference zelenega omrežja. Preberite, kaj predlagajo Enekom, Schneider Electric, Steklarna Hrastnik, Lek, Helios in Merkur za učinkovito rabo energije. Dobra praksa za bolj zeleno podjetje in za bolj zeleno Slovenijo. To naj bo popotnica za leto 2022.